Tokratna skupščina družbe Petrol je bila prva od leta 2007, na kateri Vseslovensko združenje malih deležnikov ni sodelovalo s svojim predlogom pooblaščencev, ki so sicer na vseh skupščinah vselej prejemali največ pooblastil in glasov. Tokrat pa je za čuda ali žal iz naslova zastopanosti manjšinskih delničarjev bilo prisotno le društvo MDS, ki mimogrede, ne nazadnje niti v drugih postopkih pred sodišči, ne dosega reprezentativnosti in na drugi strani seveda podpira vse predloge, kot so bili podani s samim sklicem skupščine, tako da iz tega naslova je razumeti, da so se ključni akterji, lastniki v družbi odločili, da bodo onemogočili ustrezno zbiranje pooblastil tudi za predstavnike Vseslovenskega združenja malih delničarjev. To ne nazadnje izkazuje verjetno tudi bojazen, da bi pri tako pomembni, torej volilni skupščini, kjer se je glasovalo o celotnem novem nadzornem svetu, 6 predstavnikov kapitala v družbi, imeli manjšinski delničarji pomembnejšo vlogo. Že ves čas si namreč prizadevamo, da bi le-ti, preko 21 tisoč jih je v družbi, skupaj več kot 23% v celotnem kapitalu, imeli večji vpliv na procese v družbi, predvsem iz naslova tudi članstva v organu nadzora družbe. S tem smo si prizadevali seveda tudi v preteklosti z dr. Miranom Mejakom, z dr. Androm Cvirkom, številnimi drugimi, Joškom Čukom in ne nazadnje tudi danes predlaganim z naše strani nadzornikom, dr. Zlatkom Jenkom, ki vsekakor izpolnjuje vse kriterije kvalitete, zato da bi lahko kot član nadzornega sveta odražal tudi manjšinske delničarje, torej ta del lastniške strukture. Če pa že teče razprava o gospodu Marku Jazbecu, pa naj povem, da seveda res zaseda marsikatero odgovorno funkcijo v Republiki Sloveniji, da pa glede na njegovo dejavnost in zasedanje funkcij praktično na nobeni ni deloval skladno z interesi manjšinskih delničarjev. Pa zgolj za občutek naj navedem njegovo vlogo na mestu predsednika uprave Slovenskega državnega holdinga SDH-ja in zapletov v enem najpomembnejših podjetij v Republiki Sloveniji, Luki Koper, kjer se je v državnem zboru, bom skušal citirati, izrazil takole: v normalni državi bi v Luki Koper že zdavnaj reagirala in nastopila vojska in policija zoper delavce, ki so takrat v stiski izrazili nezadovoljstvo z menjavami in blokirali pristanišče. Kaj bi to pomenilo, si seveda lahko vsi predstavljate, ali želimo imeti takšno doktrino in takšnega človeka tudi v Petrolu z tovrstnim razmišljanjem. Upam, da ne. Menimo, da je vendarle pomembno gledati, kaj je kdo v preteklosti tudi že počel s svojimi konkretnimi ravnanji in dejanji, zato smo želeli seveda boljšo rešitev za družbo in delničarje. Tokrat nismo bili uspešni, bomo pa seveda vztrajali tudi vnaprej.